najprej mi kot starši moramo vedeti, da se naš otrok razvija tudi kot spolno bitje. Te dele telesa je pa sploh potrebno še bolj zavarovati. In pač tukaj ne dovolimo, da se kdorkoli dotika teh delov telesa. Spolna vzgoja mora v bistvu biti podajanje resnice in mora biti otroku prilagojena. Mislim, da spolna vzgoja je tako nekaj, kar poteka celo življenje. Ko govorimo o spolnosti, se to vedno daje v nek kontekst odnosa. Da so starši pa mogoče preveč v tej vlogi, bo že prišel, ko ga bo kaj zanimalo, bo že vprašal. Tudi jaz bi si tle želela, da bi si upale šole več izobraževanj ponuditi za učitelje in starše. Ali sem Živja? Živjo. Sem ful vesela in počaščena, da si se odzvala mojemu vabilu na podcast Poslušam se, moj vzgojno-izobraževalni podcast. Ti si po poklicu diplomirana, pač me popravi, če bom karkoli narobe rekla, diplomirana medicinska sestra, si pa tudi licencirana svetovalka za naravno plodnost, pa terapevtka, pa mama, partnerka in verjamem, da imaš še več različnih vlog. Zanimivih, med njimi pa tudi občasno predavaš tudi o spolni vzgoji na različnih šolah. Bi mogoče, pač današnja tema bo ravno to, kako se, pač, ker imamo starši, se mi zdi pogosto dilemo, se nam pojavljajo vprašanja, kako z otroki, kdaj, kako, na kakšne načine se z otroki pogovarjati o spolnosti, pa mogoče pri dojenčkih malčkih, kako že poimenovati, ko jih negujemo, kako poimenovati intimne dele telesa, kako mogoče poskrbeti, da bo en tak varen, zaupen odnos, da nam bodo povedali, če se jim dogaja kaj, kar je neprimerno oziroma pač ne želijo z njihovim telesom. Mogoče pa se pravi vse, kar zajema tako nekako širše to spolno vzgojo. Bi mogoče na začetku eno osebno vprašanje, kaj je tebe osebno pritegnilo oziroma pripeljalo do tega, da te tematike zanimajo oziroma kako pač tvoja pot? Jaz sem najprej začela z naravnimi metodami. Sem najprej začela pare učiti naravno metodo z namenom preprečevanja odlaganja zanositve. Potem se je kmalu izkazala potreba, da pari bolj potrebujejo to znanje v smeri doseganja zanositve, naravnega doseganja zanositve. In jaz sem v bistvu zelo kmalu videla, da zmanjkajo že te čisto osnove, že to, da v bistvu moški in ženske ne poznamo delovanja svojega telesa, torej kako deluje menstrualni ciklus, kdaj je moški ploden, kdaj je ženska plodna, kako določati plodno okno. Torej, ko sem jaz s tem začela, to so bile čisto neznane teme, nepoznane teme. In jaz sem v bistvu mogla 30-35-letnike naučiti najprej, kaj je to sploh ovulacija, kaj se dogaja v času ovulacije, kdaj je ženska plodna, kdaj par lahko zanosi, da par ne more kadarkoli zanositi, tudi če ima ta spolne odnose, da vsak spolni odnos ne privede do zanositve. Tako da čist na začetku, se pravi, ene take informacije sem jim podajala, ki v bistvu sodijo že nekam bolj v preteklost, se pravi, so to ene vsebine, za katere je prav, da jih osvojimo že na začetku, pravzaprav ob začetku pubertete. Tako da jaz sem pač potem videla, če želim narediti čim več na tem področju, potem je zelo pomembno pa smiselno, da se to začne že pri otrocih oziroma mladostnikih. Pa ne nazadnje tudi, da se v bistvu razvije en zdrav, spoštljiv odnos do sebe, do svojega telesa, do telesa druge osebe, do spolnosti. In v bistvu spolna vzgoja je tudi ena taka tema, ki je preventiva, pravzaprav je to preventiva za nezaželeno nosečnost, za doseganje zanositve, ne nazadnje tudi, preventiva za spolne zlorabe, za občutek za ene lastne meje, pa še za veliko drugih stvari. Tako da, in se mi zdi pomembno pač o tem govoriti, detabuizirati to, se spustiti v to temo, jo raziskovati.
Pol pa v bistvu to pride ven iz potreb, ne, zato ker pol so me pa začeli klicati za kakšno delavnico, za kakšno predavanje, za starše, učitelje, otroke, mladostnike in pač pol se znajdeš, ne, tudi v teh temah. Super, res vesela, ker pač se mi zdi, da zdaj je veliko tega, pač najstniki najdejo na socialnih omrežjih, mogoče tam pa dostikrat popačene informacije ali pa napačne, nezanesljive in tako no, se mi zdi, da je pač dost ta tudi odnos, ki ti pač na kakšen odnos, pač da predaš tako otroku, če mogoče že starš to začne otroku predajati informacije, ko je mlajši, pa postopoma, da je to pol, mogoče otrok pol lažji presod, ok, to pa ne drži čist, kar vidim tam, ne vem, nekje na TikToku ali pa na Instagramu. No. Se mi zdi tako, da si lepo povedala, da je to res en tak preventivno ukrepanje. Ja, ena spolna vzgoja podana v odnosu bo vedno imela drugačno konotacijo kot recimo to, kar mi preberemo na spletu. A ne? To, kar je v odnosu, pač ustvarja ob tem en občutek, eno vzdušje, ena podlaga za kritično razmišljanje je to. A ne? Vedno bo to drugače imelo preokus, kot pa to, kar mi preberemo. A ne? In recimo včasih se starši obremenjujejo s tem, ko rečejo, jaz pa nisem toliko podkovan v tej temi, ali pa ne bi znala teh stvari tako dobro razložiti, ali pa rečejo, ja, ti imaš toliko znanja na tem področju, ti bi znala to vse povedati od A do Ž. Saj se ne gre vedno samo za to, da mi obvladamo fiziologijo, anatomijo, te informacije vedno mi tudi kot odrasli lahko pridobimo danes vsako minuto že. Pač gre se za to, da mi te informacije podajamo v odnosu, v enem varnem okolju, na en način, kjer je prostor za dialog, kjer lahko se pač otrok izrazi, vpraša, podvomi, izrazi pa ne vem, svoje mnenje, kakorkoli. Zdaj pač, ko gremo mi na internet, tam tega ni, tam pač vidimo neko slikovno gradivo, preberemo in pač ostaneš sam s tem. Ni nobene dodatne razlage ali pa prostora za tvoje podvprašanje. Tako da ni treba, da so te informacije popolne, pa kot iz enciklopedije, ampak zato, da se pač v bistvu ti sebe kot odraslega, se ti kot odrasel, kot starš, kot učitelj, daš na razpolago mladim otrokom, da lahko pač govorijo o teh temah, vprašajo, se izrazijo. Ko pa s tem tudi manj, v bistvu detabuiziramo to temo. In pride ta občutek, se o teh temah jaz lahko govorim, jaz lahko vprašam, jaz lahko podvomim, jaz lahko izrazim, da mi je pa nekaj čudno, nenavadno. Ker mogoče otroci v bistvu že zelo zgodaj raziskujejo svoje telo. Že dojenčki so ugotovili, da je veliko v bistvu samozadovoljevanja, oziroma da pač ugotovijo, da jim drgnanje ob svoje intimne dele telesa lahko prinaša ugodje in tako. In mogoče res tudi, kako kot starši na to reagirati. In pa seveda se pač to spreminja v najstništvu, pa res pride do te spolnega samozadovoljevanja. Kako ti v bistvu svetuješ, da starši reagirajo, mogoče, če opazijo taka, bi rekla, početja oziroma pač dotike, tako nežno. Zdaj najprej mi kot starši moramo vedeti, da se naš otrok razvija tudi kot spolno bitje. Mi že od rojstva naprej se razvijamo tudi kot spolno bitje. In ta faza raziskovanja pri otrocih je v bistvu že zelo zgodaj, že pri malčkih. Jih zanima, kaj pa je tam pod plenico, in se začnejo dotikati po penisu, po vulvi deklice. Ampak pač iz tega enega vzgiba raziskovanja. Ravno tako, kot je ugotovil, da ima nogice, pa prstke na nogah, pa rokice, pa ugotovi, da to lahko pa da v usta, pa da je nek občutek ob tem, ko da prste v usta. Ravno tako pač odkriva tudi svoje druge dele telesa, tudi intimne dele telesa.
In to so pa v bistvu deli telesa, ki pa so bolj oživčeni, a ne, in pač ob nekem drgnenju ali pa močnem dotiku pač prinaša to neka določena občutja, bolj intenzivna občutja, a ne. Čeprav še vedno manj kot potem v odrasli dobi, a ne, recimo klitoris se potem še s časoma razvije, zraste nekoliko, se bolj oživči, a ne, pol spet v starejši dobi, a ne, pa atrofira, se zmanjša, postane manj občutljiv, manj oživčen, a ne. Ampak to hočem reči, da ti intimni deli telesa, a ne, pač zaradi te svoje anatomije in oživčevja, a ne, pač prinašajo neke bolj intenzivne lahko občutke, senzacije, a ne. In ti občutki pač so prijetni in seveda pač mi iščemo in se vračamo k tistim občutkom, ki so dobri, prijetni, a ne. Tako da najprej tu se mi zdi, da mi kot odrasli, da rabimo najprej imeti eno to zavedanje, a ne. Pa tudi to, da majhni otroci se, ja, tudi ko so taki dotiki pa stiki, a ne, to pri njih ni povezano z kakršnokoli obliko spolnosti, a ne, se pravi, tukaj zdaj ne gre za to, da zato, da otrok doživlja orgazem, a ne, ni v bistvu tukaj še te povezave, a ne, ampak ja, čist za eno raziskovanje svojega telesa, a ne, kaj se zgodi, ko se tega dotaknem, kako to občutim, a ne. In zdaj tle, kar je pač že pri majhnih otrocih, oziroma ko pride do tega, a ne, se mi zdi, da kot odrasli, a ne, se pravi kot starši, a ne, da jim tukaj lahko damo en ta občutek, da je neko samoraziskovanje teh intimnih delov telesa, pač more biti to v nekem zasebnem prostoru. Tako, da je en prostor pač za to. Ja, se pravi, da je to razmejeno, neka zasebnost, a ne, se pravi, ker je on sam v nekem prostoru, a ne, pride to na vrsto. To recimo kot, a ne, otroka učimo, da si ne vrta po nosu, ko smo v javnosti, a ne. Ali pa tudi pokaka se ne kar, ne, v javnosti, na ulici pred vsemi, a ne, če bi to naredil, pač bi ga hitro popravili, a ne, to se pa pač počne na stranišču, a ne, ali pa v pleničku, a ne, zdaj to tako naučim vsem, a ne. To v bistvu to je enako, a ne, se pravi, ja, da se v besedi to, a ne, se pravi, da te dotiki mu prinesijo pač neko ugodje, neke občutke, da je prav, da se samo raziskuje, da spoznava sebe, svoje telo, ampak pač ne bo to doma, v sobi razmejeno, a ne. Super, hvala za to razlago. Kako pa ti svetuješ glede poimenovanja pač intimnih delov telesa? Se mi zdi, da včasih so bila res pač da se zdaj pač bolj se zatekamo, mislim, bolj se nam zdi, boš ti strokovno razložila, no, pač se mi zdi, da nič ne moramo faliti, če tako rečem, če bolj medicinske izraze oziroma pač tako uporabljamo. Kaj pa ti svetuješ? Ja, uradne izraze, a ne, jih najdemo tudi v slovarju slovenskega knjižnega jezika, a ne, torej penis, vulva oziroma ali pa vagina, nožnica, ne, se pravi. Kaj pa, če rečemo spolovilo, ne vem. Spolovilo, ja, to je kot nadpomenka, ne, se pravi, spolovilo imajo infanti in deklice, ali pa tako žensko spolovilo ali moško. Ja, intimni organi, a ne, to je pa že bolj nadpomenka, a ne. Deček ima vseeno penis, pa moda, a ne. V bistvu s tem si pravzaprav mi olajšamo, mi sami olajšamo ta proces spolne vzgoje, a ne, ker enkrat, ko mu bo pa potrebno razložiti, a ne, da v bistvu semenčica pripotuje iz moškega skozi penis in nožnico v žensko telo, v maternico, a ne, je ta razlaga pač taka malo bolj naravna, prijetna, mogoče tudi kot, če rečemo, ja, gre skozi iz lulčka v luliko, a ne. To se, vsaj meni to mi že ne zvenilih, ne, najbolj. Se pravi, oziroma itak nekje na poti do pubertete, tudi če mi najprej uporabljamo izraze, kot so lulček, lulika, a ne, ampak nekje na poti se pač otrok more seznaniti, a ne, se pravi, pa s temi uradnimi izrazi, a ne, se pravi, more pač to poimenovanje enkrat zamenjati, a ne. Če ne prej pri uri biologije, a ne. Tako da, mislim, sej tle zdaj ni nobena katastrofa, če se pač na začetku to tako uporablja, ali pa da je nekdo na tak način že navajen, a ne. Ampak ja, treba je pač vedeti, da enkrat je
to treba poimenovati. A ne, ker tle tudi zmanjšamo ta občutek za nek sram. Ne? Tako, ker meni se tako. zdi, da tudi s tem lulček, lulika, malo mi naš sram zakamufliramo ne, pod takim poimenovanjem. A ne. In tudi v bistvu tle, ko otroka že tako učimo, to ne pomeni, da njegov, kako bi rekla, odvzamemo nedolžnost njegovemu jeziku, a ne, ker se mi zdi, da mogoče je pa najprej ta občutek, a ne, zakaj bi pač otroka že to tako učil, a ne, take izraze, a ne. Saj to je pa čist neprimerno, da on že tako to naslavlja, a ne. Ampak ne, pač kot je roka, kot je nos, a ne, so pač tudi ti deli telesa, ne. Ja, tudi meni se zdi, no, tako, kot si rekla, da mogoče so tudi doskrat pač, kar rečemo, ne vem, lulček, lulika, doskrat mogoče res tudi z drugačnim tonom, glasom lahko slišiš, ka mogoče pač pri teh besedah ni toliko tega, no, če rečeš vulva ali pa tako, no, ali pa saj moje opažanje, no, in to drugače pol mogoče tudi sprejmejo. Ja, tudi meni se zdi, če so tega mogoče bolj navajeni, jim je bolj pač mogoče čist logično, ja, tako, to je, no, tako. Ja, saj, danes recimo, jaz vidim, je že odraslim to tako nenavadno reči, ne? Ker v bistvu vse ravno intimni deli telesa imajo največ poimenovana, ne? Pa piška, pa mucka, pa ne, in tako naprej. In v bistvu že odraslim velikokrat nenavadno pač vulvi reči vulva ali pa penisu penis, ne. Ja, zanimivo. Recimo, jaz te izraze itak pogosto uporabljam pri svojem delu in danes je meni to že tako normalno in naravno in sploh ne bi mogla drugače, ne. Nekdo drug pa se more res verjetno tega navaditi, a ne. Ja. Ja, ampak je glih to, da je to del življenja, s tem nekako se mi zdi pokažemo. Ja, super. Kaj pa to, kar smo že prej omenili, v bistvu telesne meje, oziroma ne vem, kako naj čisto poimenujem, kako otroka pač nekako, meni se zdi, da je zagotovo z odnosom, s tem, da vzpostavljamo ta varen odnos, da nam lahko pove, pač zaupa, če se mu karkoli tazga zgodi, kar je njemu neprijetnega, neprimernega, če se ga na primer ali dotika tam, kam mu ni všeč in tako. Pa mogoče na kakšne načine še bi mogoče lahko pač to, no, da je to njegovo telo, pa kako ga pač spoštovati in kako mogoče spoštovati tudi druga telesa. Tako. Ja, tukaj se mi zdi zelo dobro to, ker ne vem, mogoče so to uvedli, so oni začeli s tem, to nisem čisto prepričana pri lunini vili, a ne, ko v bistvu poimenuje, ko rečejo, da je v bistvu telo tvoj zaklad, torej moje telo je moj zaklad, a ne. Še posebej v bistvu te intimni deli telesa, a ne. In zdaj v bistvu ta prispodoba zaklada je v bistvu to, a ne, pač če imaš ti zaklad, potem ga čuvaš, lepo delaš z njim, a ne, ne dovoliš, da ti ga kdo ukrade, vzame, da je umazan, a ne. Ampak v bistvu ti je ta zaklad dragocen, je pomembno, da je tvoj, a ne, pa če na enem varnem, skritem mestu, a ne, si skrben do njega, a ne. Tako da mogoče res prek te prispodobe se že pri majhnih otrocih lahko vzbudi pač en ta občutek za lastno telo, a ne, se pravi, da ga je potrebno čuvati, negovati, nenazadnje pač, a ne, tudi kar se tiče higiene, skrbeti zanj, a ne. In v bistvu pač, ja, sploh tisti deli telesa, ki jih imamo ponavadi zakrite z spodnjimi hlačkami oziroma spodnjo majico, a ne, če govorimo še o prsih pri ženskah oziroma deklicah, a ne. Se pravi, te dele telesa je pa sploh potrebno še bolj zavarovati, ne, in pač tukaj ne dovolimo, da se kdorkoli dotika teh delov telesa, ne. Seveda pač tukaj razložimo, pojasnimo, da razen ko ti deli telesa potrebujejo kakšno pomoč, recimo v smislu, da pride do kakšne, ne vem, poškodbe ali pa vnetja, pa da je treba poiskati zdravniško pomoč, a ne, se pravi, pač zdravnik bo pa mogel to pogledati, a ne, ali pa recimo, ko se gre na sistematski pregled, a ne, v takem primeru se pa pač potrebno sleči, a ne, ampak tukaj z namenom, da se v bistvu
preveri, se pravi tudi ta del telesa, tudi te spolne organe, a ne, kaj se dogaja, če se v redu razvijajo ti organi, a ne, ali pa če gre v bistvu tam res za neko zdravstveno stanje, a ne, da se pač skuša ugotoviti, kaj je, a ne, tako da ali pa recimo pač, če rabi majhen otrok, ne vem, da se mu obriše, da se ga pač obriše po odvajanju, a ne, Ja, za pa nego. da, a ne, pa da se to pravi tukaj starši. lahko vskoči starš ali pa babica ali pa vzgojiteljica, ne, nazadnje v vrtcu, a ne, tako da ampak ja, drugače pa so v bistvu ti deli telesa tam v spodnjem perilu, na varnem, skriti pred, a ne, drugimi očmi, a ne. In enako v bistvu pač ja, mi spoštujemo tudi zaklad drugih, a ne, se pravi, mi tudi spoštujemo telo drugega, a ne, tako da tukaj, a ne, tam pa malo ta občutek, a ne, se pravi, da ne pride do tega medvrstniškega dotikanja, kar se tudi že dogaja v vrtcu, a ne, recimo, to je ja primarno iz ene radovednosti, zanimanja, a ne, kaj ima pa ona v hlačah, a ne. Jaz sem fantek, jaz vem, da a ne, v mojem spodnjem perilu je to in to, a ne, je penis so moda, a ne, kaj ima pa deklica tam spodaj, a ne, tako da. Pa mogoče tudi fantke med sabo ali pa Ja, tako. a ne, kako pa pri tebi to izgleda, a ne, tako. Tako da recimo v takem primeru pride pa zelo prav, da mi doma govorimo o teh stvareh, oziroma pač ja, tudi v vrtcu in tle uporabljamo kakšne knjige, slikovno gradivo, a ne, da pa v bistvu prek slik oziroma prek knjigic, a ne, predstavimo telo deklica in dečka, a ne, deklica in dečka, se pravi golo telo deklica in dečka, ne, da pa tam vidijo, ja, pač dečki imajo penis, a ne, deklice imajo vulvo, a ne, se pravi, da pa tam vidijo, a ne, ker pač otroci so radovedni, a ne, itak. Ja, saj je prav, raziskovalci in ja. Ja, super. V bistvu knjige, evo, imam tudi jih s sabo, nekaj so res lahko v pomoč pri tem. Ja, veliko. Ja, super. Kaj pa recimo, pač prej si že lepo povedala, kako bi ti razložila, mogoče pač kako nastane ali dojenček, novo bitje, ne, se mi zdi, da nam dostikrat pač, še ko sem bila jaz, če se spomnim, ko sem bila majhna, se mi zdi, da je bilo res in prvič zelo malo informacij o tem, se mi zdi, da pri 10 sploh res nisem kaj dosti vedela o tem, no, kar se mi pač, se mi zdi, no, da je res veliko lažje, če otrok ve že neke stvari o tem, da tako zve, no. Druga stvar pa mogoče res, da so bile takrat pač, so tako pač znali oziroma vedeli takrat, da so bile pogosto, kako pride dojenček, štorkla ga je prinesla, a ne. Zakaj mogoče, pač kaj ti svetuješ namesto teh štorkelj oziroma tako, no. Saj si že prej malo nakazala, povedala, no, tako. Ja, spolna vzgoja mora v bistvu biti podajanje resnice in mora biti otroku prilagojena, a ne, to mora biti eno zlato vodilo spolne vzgoje, a ne. Zdaj, če mu mi govorimo tukaj o nekih štorkljah, a ne, bo on prej ali slej pač izvedel, da to pa ni res, a ne, in tukaj bo v bistvu prišlo do enega razočaranja in to je v bistvu tudi lahko ena dobra podlaga za eno nezaupanje, a ne. Tako da v bistvu vedno govorimo resnico, a ne. In v bistvu pač ja, kako pride dojenček v trebuh, a ne, odrasel moški da seme že odrasli ženski, to seme iz moškega prepotuje skozi penis v nožnico in potem pride v maternico in v maternici začne iz tega semena rasti dojenček, a ne, se pravi tukaj pač čisto ena taka preprosta razlaga, a ne, saj ni treba zdaj, da je to na dolgo pa na široko, pa sploh ni treba, da tukaj zraven že na začetku govorimo, da je to spolni odnos, a ne. Pač mlajši otroci itak ne bodo v bistvu še zahtevali bolj razširjenih informacij, a ne. Zdaj, če pa izkaže pač zanimanje in ima potem še podvprašanj, a ne, ja, seveda se pač nadaljuje, a ne, s to neko razlago, a ne. Ampak ponavadi tudi otrok, ko vpraša, so z nekim kratkim, jasnim odgovorom čisto zadovoljni, a ne. Ja, okej, in pol gre naprej se igrati, a ne. Ja, ampak tukaj v bistvu, on je v bistvu že to izkušnjo imel, imel sem eno vprašanje in dobil sem odgovor, a ne. Ni bilo pa tisto, da je bilo pa to vprašanje preslišano, ignorirano ali pa celo
pospremljeno s komentarjem, dej, kaj pa to sprašuješ, to si pa čist premajhen, da bi lahko razumel, a ne, ali pa pejt pa kar Atija vpraši, a ne. Tako, ker tle v bistvu mi v ozadju sporočamo, lej, o teh temah pa ni za govoriti, ne smeš govoriti, o tem se pa ne pogovarjamo, a ne. In naslednjič ne bo več prišel pa vprašal, a ne. Kako pa v bistvu kot starši poskrbimo, da nam je lažje govoriti o teh temah? Ja, zdaj tako, a ne, tle eno dejstvo je, najprej rabimo mi sami eno spolno vzgojo, a ne. Mislim, da spolna vzgoja je tako nekaj, kar poteka celo življenje, saj to ni tema, mislim, to ni področje, ko pa rečeš, zdaj sem pa čist vse o tem osvojil in spoznal, a ne. Ampak tudi za nas odrasle je to en izziv, a ne. In se mi zdi, da sploh v bistvu v tem obdobju še toliko več, jaz rečem, da mi danes kot starejši, odrasli, ko imamo svoje otroke ali pa ko smo zaposleni kot zdravstveni delavci oziroma nekje v šolstvu, na tem področju orjemo ledino. Zaradi tega, ker mi sami lahko rečemo, da nismo imeli kvalitetne, zadostne, ustrezne spolne vzgoje, a ne, se pravi, pač nimamo nekega vzorca, ker večina staršev o teh stvareh ni govorila, ali pa je bilo premalo informacij, ali pa je bilo to preveč tabuizirano. Tako da po drugi strani, a ne, je danes vse na razpolago na socialnih omrežjih, a ne, se pravi pač malo se še proti temu borimo, za reči, a ne. Ampak ja, tle v bistvu, ne glede na to, da v bistvu mogoče mi nismo imeli neke ustrezne izkušnje, danes kot odrasli z vsemi informacijami, ki jih pač lahko dobimo, lahko to presežemo, a ne. Ampak ja, to pomeni, da moramo mogoče najprej mi sami razviti en bolj zdrav odnos do teh vsebin. Tako da jaz recimo tle dostikrat rečem, pač čist narediti eno samo refleksijo, kakšna je bila pa tvoja spolna vzgoja, kaj si pa ti pogrešal, pogrešala, a ne, kaj pa ti lahko rečeš, da bi moglo biti drugače, a ne. Kje je tebi zmanjkalo, ker točno to, kar je tebi zmanjkalo, točno to bo tudi tvoj otrok potreboval, a ne. In tudi tle, a ne, mogoče ena taka stvar, malo potrenirati o teh stvareh govoriti najprej s kakšno odraslo osebo, a ne. Da ne bomo tudi mi nekega tega svojega procesa najprej imeli z otrokom, pa tudi lažje nam bo, a ne. Tako da res dobrodošlo, da se o teh temah govori, ali s prijateljico, s partnerjem, partnerko, a ne, se pravi tudi za nas v enem varnem odnosu, a ne. Čisto zato, da nam v bistvu to postane bolj naravno, a ne, tako da ja, zdaj, če lahko povem, tudi s tem namenom sva z mojo kolegico Martino Medved, ki je pa psihoterapevtka, razvile kartico za partnersko intimo, 69 za ljubezen. V bistvu kartice vsebujejo teme o spolnosti, vse kartice so vezane na spolnost, spolno intimo. In v bistvu vsaka kartica najprej ponudi neko teoretično vsebino vezano na spolnost, recimo meje v spolnosti, ampak te meje so pač v tem primeru vezane na odraslega človeka, a ne, ker v bistvu je namenjeno, da te kartice, da se uporablja v partnerskem odnosu. Torej najprej en ta teoretični del, potem je pa spodaj povabilo k neki izkustveni vaji. Zdaj, ali je to pogovor v paru o tej temi, a ne, so pač tudi izhodiščna vprašanja, ali pa je v bistvu predlog za nek izziv, ki naj ga pač opravita, ali pa je v bistvu potem povezava naprej, se pravi QR koda, s katero pridejo do bolj razširjenega članka o tej vsebini, ali pa intervjuja s strokovnjakom, ali pa audio intervjuja s strokovnjakom. No, tako da v bistvu so res en tak pripomoček, kjer lahko mi kot odrasli razvijemo nek boljši, bolj zdrav odnos do spolnosti, ali pa se dotaknemo nekih tem, katerih se nikoli nismo, a ne. Tako da, ja. V bistvu pridobimo mi in tudi pa naši otroci posledično. Najprej primarno, se pravi tukaj za eno intimno rast, a ne, v partnerskem odnosu,
Ampak ja, posredno je v Tudi bistvu tako. to zato, da v bistvu tudi zato, da boste Mhm. ona dva o teh temah lažje govorila s svojimi otroki, a ne. Lepo, lepo. Ja. Ker se mi zdi, da mogoče pol v puberteti, ali pa mislim, da prihajajo otroci, potem, ko si že tako lepo povedala, ne, se tudi njihova vprašanja, pa pač njihovo dozorevanje je čisto drugačno potem, a ne. Kako pa takrat mogoče, kaj bi svetovala mamicam deklic, punc, mogoče že v otroštvu ali pa tako, kako mogoče reagirati mi kot ženske, ko dobimo menstruacijo, kako se mi zdi, da včasih je bilo to z veliko sramu oziroma pač veliko enih mogoče neprijetnih občutkov povezan, kako mogoče to prikazati. Zdaj se mi zdi, da so že tudi primeri, ki imajo te ženske kroge, so že tako, no, meni taki prijetni rituali med recimo mamico in hčerko. Seveda se mi pa zdi, da je dobro, da vsaka mama najde tisto, kar bi njej ustrezalo glede na. Mogoče kaj pa ti svetuješ tukaj? Ja, v bistvu tle gre za to, a ne, da želimo predati en zdrav odnos pa recimo do menstruacije oziroma do menstrualnega ciklusa, a ne. Zdaj tukaj v prvi vrsti spet je za pogledati, kakšen odnos ima kot mama, kot ženska, najprej ona odnos do menstruacije, menstrualnega ciklusa, a ne. In zdaj tukaj je dokazano, da recimo tam, kjer ali so pač kot deklice prvo menstruacijo doživele kot nekaj groznega, neprijetnega, ali pa recimo je celo jih to popolnoma presenetilo, a ne, se pravi, kar ena kri tam v mednožju, kaj je zdaj to, a ne, itak to te potem takoj, mislim, ti prebudi pač eno občutje strahu, ene so navedle prav pač paniko, a ne. Se pravi, da je v bistvu ta prva menstruacija bila res pospremljena z enimi težjimi občutki, nevedenjem, neznanjem. Imajo potem te odrasle ženske težji oziroma bolj negativen odnos do menstruacije, tudi bolj boleče menstruacije, a ne. Ali pa recimo navajajo, da se v času menstruacije počutijo umazano, a ne, da so težko v svojem telesu, da sovražijo to menstruacijo, a ne. Tako da tukaj mogoče, ja, tudi pri svojih klientkah recimo sem imela take izkušnje, a ne. In recimo tukaj, ja, je za začetek pogledati, kakšen imaš ti odnos do menstruacije, od kje je ta vzorec, a ne. Zato, da boš v bistvu potem lažje to predala pač pa v neki drugačni obliki na svojo hčerko, a ne. Tudi recimo meni se zdi danes izjemno pomembno, jaz to učim svoje ženske, da ko ima ženska menstruacijo, vsaj prva 2 dni počiva, a ne. Koliko si v bistvu že s to gesto izkažemo neki drugačen odnos do sebe. Saj takrat mi nismo bolne, ne, ampak v bistvu je ta počitek res z namenom ene regeneracije telesa, ene nežnosti do sebe, a ne, ker mi smo navajeni počivati ali ko si bolna ali pa ko si pač utrujena, ne, zdaj že čisto izčrpana in na koncu, ne. Ne pa počitek kot, okej, jaz rabim zdaj se regenerirati, jaz si s tem izkažem eno pozornost, nežnost do sebe, a ne. In to je v bistvu že nekaj, kar lahko mi že predamo svoji hčerki, ko ona to vidi, a ne. Pač tako se mama neguje, a ne. Zdaj ta počitek menstrualni je pa pač čisto pomemben zato, da si v bistvu mi naberemo energijo oziroma da imamo potem dovolj energijo za naslednje dneve, torej potem ko menstruacija, pojenja. Nenazadnje tudi zato, da imajo folikli dovolj energije za rast in razvoj, da pride do ovulacije, a ne. To recimo je izjemno pomembno za ženske, ko se trudijo z doseganjem zanositve, a ne. Gremo pogosto take stvari gledati, a ne, koliko spolna počiva med menstruacijo, ker mi smo navajeni ves čas, ne. Enako biti v pogonu, enako zmogljive, enako storilne, ampak pač naše telo ne deluje tako, a ne. In potem takrat, ko mi krvavimo, ko telo veliko energije namenja temu procesu, ko izgubljamo več mineralov s tem, a ne, hkrati pa v bistvu smo mi še v nekem pogonu, pač je to ena dobra podlaga za
utrujenost, izčrpanost, a ne. Tako da recimo že to je ena taka stvar in jaz to danes odrasle ženske učim, a ne. In jaz tudi sama sem se mogla tega naučiti, Kaj a ne. težko je, Ja, in že je to, izziv. to je gesta, ne, ker jo potem pač prenašaš Zgled, ki jo zgled vidijo, na ja, hčerko, a ne. lepo. Drugače pa, kar se menstruacije tiče, se mi zdi to izjemno pomembno, da pač deklica ve, kaj je to menstruacija, še preden do menstruacije pride, a ne. Zdaj ta razpon, kdaj deklica, punca lahko dobi prvo krvavitev, v bistvu Je kar- zelo široka, ne, tam od 8. pa vse do 17. leta starosti, a ne. In zdaj starost 8 let, a ne, to je kar zgodaj, a ne, tako da tukaj je pač pomembno, da je v bistvu deklica o tem seznanjena že prej. Da a ne. ni, da je nekaj, kar preseneti, Ja. kakor si rekla. Zdaj, to, kako pa v bistvu je seznanjena s tem že prej, jaz mislim, da večina žensk, ker imamo hčerke, a ne, imamo Ja. to izkušnjo, ko greš na stranišče, gre otrok s tabo, Tako a pa ne. vidi, Ja, opazuje. in pač vse sorta tam vidi in pač vidi tudi, kako si mama vložek zamenja Tako. ali pa nastavi menstrualno skodelico, kakorkoli, a ne. Mhm. In prej ali slej bo pač tudi nekaj rekla, vprašala glede Mhm. tega, a ne. In tukaj se v bistvu pač lahko na kratko pove, ja, to je pa menstrualna Mhm. kri, ki mi priteče ven iz nožnice. In zdaj si pač moram ta vložek zamenjati, zato da ne bom imela umazanih spodnjih hlač. Recimo, ena taka kratka, preprosta razlaga, pač poveš to tako, kot je, dejstvo, Tako. resnično, ne. Ja, in ga to vsak mesec slišijo, recimo, ali pa Ja, tako, a ne, ali pa in pač pride. to se bo v bistvu nekam Tako. integriralo v en njen spomin, Tako. a ne. Druga stvar, kar se mi zdi pa tle tudi mislim, tudi fajn mogoče, je pa tudi ta, a ne, ženska mama lahko organizira en pogovor s svojo hčerko o tej temi. Da a ne. prav namen, kakor Ja, večer oziroma ja. tako Se mi zdi, pogovor. da se pa ženske mame pa tega kar malo pač ustrašijo, ali pa da so starši pa mogoče preveč v tej vlogi, bo že prišel, ko ga bo kaj zanimalo, bo že vprašal. A ne. Saj res, da pač sploh kot majhni pridejo pa sprašujejo, a ne. Ampak na eni točki pa tudi mi moramo to temo, a ne, mi kot odrasli začeti pa jim predati, a ne. In pač tle se lahko recimo izkoristi neke situacije, recimo pred sistematskim pregledom ali pa recimo, ko je kakšna družinska prijateljica, sorodnica noseča, a ne, da pač mi kot odrasli sami odpremo neko vsebino, a ne. Se zdi, to ni treba, da je dvourni pogovor, a ne. Ali pa nenazadnje tudi, a ne, zmenek mama, hčerka, jo pelješ na en sladoled, na eno tortico in tam rečeš, danes bi ti pa rada povedala ene pomembne stvari, ene lepo. ženske zadeve. Rada bi s tabo govorila o menstruaciji. A že kaj veš o tem? Si že kaj slišala o tem, a ne? Ker mogoče tudi 7-letnica, 8-letnica Tako. ima že kakšno informacijo z medijev, strani sovrstnic, a ne. In če ima že kakšno informacijo, a ne, preveriš, kaj ona ve o tem, a ne. In iz tam ven gradiš, nadaljuješ, a ne. Tako da v bistvu na ta način tudi poskrbiš, da ji ti kot mama daš tiste informacije, za katere ti želiš, da jih sliši, da jih Tako. ima. Da popraviš mogoče tisto, kar je neustrezno, napačno. Ali pa da si sploh ti, hvala Bogu, prva, ki to pove, a ne. In če reče, kaj je to, nič ne vem, evo, ti bom pa jaz danes povedala. In začneš, lahko je to s pomočjo tudi tega gradiva, ali pa si ga ženska sama pripravi na računalnik, s pomočjo knjige, a ne. In koliko se bo to njej vtisnilo v spomin, a ne. Koliko bo ona tej izkušnji potem v nadaljevanju kot punca, odrasla ženska, koliko bo hvaležna za to. Ona se bo to za celo življenje zapomnila, da je šla pa sama z mamico na eno tortico ali pa na en piknik v naravo, če je pač to lažje, ne, stran od ljudi. In si je mama vzela čas in je bila z njo in je bila prisotna in je ona z njo govorila o teh pomembnih temah, a ne. Tako da ne se bati tega organiziranega dneva, ker in to ta pravi čas, preden se prehiti, ne, mislim, preden bojo prehitele tle pa sošolke, pa internet, ne, sej to se vedno pol lahko popravi, ne, še vedno, ampak tako imeti to v obziru. In moški očetje bi to mogli s sinovi, a ne. Ja.
res se mi zdi, da si dala tako lepo, mislim, tako predlog, no. Ja, pa veš, mislim, da imam na svoji spletni strani še en starejši članek, kjer sem prav pisala ta napotek, postopek. Ja, ker se ga lahko super, pač super. Se mi zdi, za da je vedno idejo, ne. uporaben, no. Tako. Ja. Lepo. Videla sem že te ženske kroge, no, ki imajo tako, no, to ti smeje tudi. Ja, to so pa organizirane, tako. a ne. Tudi ena taka zelo lepa Tako, iztočnica. če je tako ženski mogoče lažje, da je pač v skupini. Pa tako, ampak zdi se mi, da ta ena na ena, ta ženski zmenek, da pa res lahko se hčerki zapiše za celo življenje, tako kot si rekla. Zagotovo. Res, lepo. Kako pa mogoče reagirati, če naš najstnik, če opazimo ali pa da nam pove ali pa da ga vidimo, da mogoče pač pred kakšnimi pornografskimi vsebinami. Kako kot starš reagirati, da pač mogoče kako reagirati. Ja. Zdaj tle v bistvu se lahko naslovi, da vidiš, da razumeš, da je radoveden, a ne. Da ga take stvari zanimajo, da ga zanima spolnost, seks, golota, spolni organi, a ne. To je normalno. In mladostnike to zanima. Jaz recimo, ko imam kakšno delavnico za najstnike, in razložim ta čist fiziološki del, kako v bistvu ti spolni hormoni, ko so začeli špricati iz teh žlez z notranjim izločanjem, kako v bistvu ne vplivajo zdaj samo na to, da se razvija njihove prsi, pa penis, pa vulva, pa pač postanejo poraščeni po intimnih predelih, ampak v bistvu to vpliva tudi na njihov notranji svet, na njihovo čustvovanje, doživljanje, ta psihološki del, in jim prižiga pač eno zanimanje za spolnost, ali pa ene misli o spolnosti, in začnejo v bistvu te vsebine raziskovati, jih gledati, tako da tukaj v bistvu pač normalizirati to, da jih taka vsebina zanima, ampak po drugi strani pa tudi povedati, da jaz recimo rečem, sej pornografska vsebina to vašo radovednost zelo dobro izkorišča, in tukaj pač ustvarjajo take filme, kjer v bistvu pač prikazujejo goloto, seks med dvema ali pa večjimi ljudmi, z namenom, da v bistvu se ti čim bolj pogosto vračaš k temu in to uporabljaš, to gledaš, ampak v resnici pač so te vsebine zelo popačene, torej pač ne dajo ene realne predstave, kaj je to spolni odnos, kaj je to ljubezen med dvema odraslima človekoma, spoštovanje, tako da v bistvu pač se tle čist jasno pove, da pravzaprav pornografija, kakor zna biti taka na nek način zanimiva, mamljiva, da prižiga tle spet veliko nekih občutkov, da v bistvu je tam noter veliko enih popačenih stvari, in da je tle zelo bolj pomembno, da se pač razvija ene pristne odnose med sovrstniki, in večkrat se o tem pogovarjati, Jaz tudi tle se mi zdi zelo smiselno, da se o pornografiji spregovori, da to obstaja in kaj to je, že preden grejo v šolo. Preden grejo že v šolo. Zaradi tega, ker v šoli bo preslej nekdo to prinesel, En sošolec, ko ima mogoče malo doma nerazmejene te stvari, torej pač mu ni pod kontrolo, kaj mogoče on gleda na telefonu, na računalniku, in zelo hitro pridejo do teh strani. Jaz tudi, ko sem delala v zdravstvenem domu, 1. razred, pač to že poznajo, že vejo, že znajo najti, In tudi, če ti hočeš otroka pred tem zaščititi, pa misliš, sej moj pa ne pride do tega, zato ker pač imam pod kontrolo, kaj on na telefonu gleda, kaj gleda na računalniku, je dovolj, če je nekdo drug, tam. In zdaj, če bo pač on imel pa eno informacijo že, se pravi, strani starša, odraslega, da pornografija obstaja, kaj to je, da to pač prinaša določene
pasti in nevarnosti, bo tudi potem, ko bo v bistvu pač on to videl, pa strani enega sošolca, bo že pač malo več občutka imel za to kritičnost, a ne? Ali pa pač bo znal mogoče celo tam reči, ja, meni sta pa mami pa oči to pa to povedala o tem, a ne? Ali pa ne nazadnje bo tudi on doma to podelil, a ne? Ja, veš, mama, da se pa res ta sošolc na telefonu nam kazal, ne? To, kako sta pač dva gola tam imela seks, spolni odnos, karkoli, a ne? Pa mi je bilo tako čist čudno, neprijetno, a ne? Tako. In v bistvu spet imaš ti kot starš pod kontrolo, a ne? Aha, kdo je pa to prinesel, kako ste pa prišli do tega, kako si se pa ti ob tem počutil, a ne? Ja, lej, pač, in ja, te stvari so hitro dostopne, a ne? Ampak v bistvu pač mi smo pa tisti, ker bomo zdaj se odločali, ali bomo to uporabljali, ali bomo to gledali, ali pač imamo več občutek, da to v bistvu lih ne vodi do nekega zdravega odnosa, do spolnosti, partnerskega odnosa in tako naprej. Tudi telesa. Ja. Se pravi, se ti zdi v bistvu najboljša preventiva, če te prav razumem, pravočasen pogovor, oziroma veliko pogovora o tem. Mogoče tudi polane, ki so tudi zdaj je kar pač po raziskavah kar velik del odraslih moških, a ne, zasvojenih. Moških in žensk. Procentualno mislim, da ni nekih odstopanj. Hvala za ta dodatek. Tako da, kaj bi pa recimo, ti, ki si že rekla, da si pač da večkrat imaš tudi delavnice za najstnike v spolni vzgoji, kje so tiste, mogoče da te omejim, ne vem, kje so tiste 3 ali pa 5 stvari, ki se ti zdijo res bistvene, da jih vejo. Kot najstniki, kje so tiste tako. Jaz recimo vidim, da jim ni veliko pomen, če jim ti eno fiziologijo njihovega razvoja razložiš. Pa ne samo ta telesni del, kot sem že prej omenila, ampak tudi ta čustveni del, a ne. Se pravi to, kako se začne zanimanje za nasprotni spol, koliko je recimo, ne vem, koliko je v tej fazi pomembno pač eno iskanje pripadnosti, iskanje svoje identitete, a ne to, da pač se iščejo, da želijo biti opazni, da želijo biti pohvaljeni, da želijo biti pripadni, a ne. Da jim je pomembno, da so jim pomembni recimo te medvrstniški odnosi, ne, se pravi pač najstniki začnejo graditi sami, iskati svoje odnose in jih graditi, ne, ni zdaj pomemben samo ta odnos starši, a ne. Tako da pač to, da se jim razloži, zakaj je temu tako, a ne, in kako v bistvu imajo pač vpliv eni hormoni večinoma, a ne, tudi na to. Moja izkušnja je, da recimo, ko so jim take stvari razložene, se jim pol čisto dahne, a ne. Ali pa recimo, a ne, ali pa deklice, da razumejo, od kje pride ta menstruacija, pa zakaj se to dogaja, a ne. Pa da se da pomagati recimo pri bolečih menstruacijah. Potem dečki, se pravi, zakaj prihaja pri njih do teh spontanih erekcij ali pa nočnih izlivov, da to je v bistvu čisto en avtomatizem telesa, ne, in da to je normalno in naravno in da ni zdaj to pač stvar neke njihove perverzije ali pa umazanosti, a ne. Tako jaz imam izkušnjo, da ob teh dejstvih, da se jim čisto dahne, ne, pač tako prujem ta občutek, okej, saj z mano je vse v redu, a ne. Ali pa recimo deklice, kako se v bistvu pač začnejo boki širiti, a ne. Da se v bistvu začne telo tudi na tej ravni spreminjati. In zakaj je pomembno, da se boki razširijo, a ne, zato, da bo pač enkrat lahko noseča, da bo lahko rodila, a ne, če pač bo imela to željo, a ne, ker pač, ali pa pri dečkih, ne, se pa ta zgornji del telesa začenja širiti, a ne, se pravi prsni koš, ramenski obroč, a ne, pri enih prej, pri enih kasnej. Tako da čisto ene ta se pravi, ena normalizacija fiziologija tega, da se pač lahko razumejo telesno in v svojem doživljanju, a ne. Ali pa zelo jim je zanimivo poslušati o zaljubljenosti, a ne. Koliko v bistvu že kot tam 10, še mlajši lahko, pol kot najstniki pa sploh, a ne. Kako pride do tega, da ti pač postane nekdo bolj zanimiv, bolj všeč, a ne, kako pač potem
ti pogled uhaja k njemu ali pa k njej, koliko nas pol zanima, ja, pa sem jaz tudi njemu všeč, a ne. Tako, kako v bistvu je zaljubljenost ena kemija in kako ima to eno zelo pomembno vlogo, da se pač mi v odraslem življenju pa res lahko najdemo, a ne, se pravi, dva skupaj in si ustvarita družino, a ne. Kako zna biti res tudi hudo in težko, zoprno, a ne, če pa te nekdo zavrne, ne, če pač izkažeš to svoje zanimanje drugi osebi, ne, da pač to svojo zaljubljenost, simpatijo, a ne. Take stvari, potem recimo pač, da so okej taki, kot so, da so njihova telesa okej taka, kot so, da imajo svoj proces rasti in razvoja, a ne. Da je to proces, da so pa lasje bolj mastni, da je koža bolj nečista, bolj mozoljasta, da se začenja ta celulit recimo tudi že nabirati, kazati pri deklicah, da je več podkožnega maščevja, a ne, da dlake začnejo rasti po intimnih delih telesa, a ne, da je čisto vse to normalno, a ne. Pač tudi pol povabilo k eni negi, skrbi do tega svojega telesa, a ne. Potem mogoče, da se glede spolnega odnosa, ker seveda pač tukaj tema konkretno spolni odnosi pač že zelo zanima, a ne, tudi en občutek za to se razvije že tam okrog 8. leta starosti, lahko tudi že prej, ne, da pač so sposobni razumeti, kaj to je, a ne. In da mi, ko govorimo o spolnosti, se to vedno daje v nek kontekst odnosa, a ne, da se ne govori zdaj o spolnosti samo na tej telesni ravni, to mogoče pač za začetek, ko so še ko so pač majhni, a ne, se pravi pač spolni odnos je združitev moškega in ženskega telesa prek intimnih delov telesa, prek nožnice in penisa, a ne, pač tam ne razlagaš še nekega tega čustvenega dela, ker pač niso še na tej ravni, da bi to razumela, ne. Ampak tukaj najstnikom pa ja, ne, spolni odnos spada v kontekst ali pa v bistvu spolni odnos imata dva odrasla človeka, ki se imata rada, spoštujeta, se poznata, a ne, tako da se malo nek občutek za to vzbudi, a ne. Ker ta neka želja po izkusiti se v spolnem odnosu zelo zgodaj pride, a ne. Ampak ni treba, da tako zgodaj to že tudi udejanjijo. Ker so zelo v bistvu obremenjeni s tem, kdaj pa že oni morajo spolne odnose imeti. In to je najbolj pogosto vprašanje, ker ga jaz dobim. A res? Koliko moram biti stara, da imam lahko spolne odnose? Sej se ne gre tle za starost. Ta obremenjenost v bistvu pa že s tem. A ne. Tako da, in ja, sej je tudi dokazano, a ne, da tam, kjer se govori, kjer se pač nudi spolno vzgojo, kjer se ima pač, a ne, neko kontrolo na tem, skrb za to, a ne, je znano, da grejo v bistvu kasneje v spolne odnose, a ne, se pravi, da pač ja, se ne spuščajo prezgodaj v to. Da je tudi to spet ena preventiva tudi tukaj na tem področju. Lepo, no, lepo, da si res pomembno in lepo, da si to izpostavlja, no. In tudi prej to, no, da je res pri obeh spolih in tudi mogoče punce so na določenih še hitreje dozorijo in tako, no, tudi v šoli vidimo. Ja. Kaj bi pa mogoče učiteljem oziroma ali učiteljem biologije ali pa tudi, kadar tudi drugi učitelji predajo oziroma ta znanja, kaj bi kot pač svetovala učiteljem oziroma pač kaj je tisto bistveno pri predaji teh informacij? Ja, v prvi vrsti veš, da se oni sami ne ustrašijo te teme, a ne. Tako da tle spet ta samorefleksija, ne. Kaj mene ob tem toliko sramu vzbuja, kakšna je bila moja izkušnja spolne vzgoje, a ne. Katere informacije meni zmanjkajo, kje bi si jaz zaslužila drugačne izkušnje, kakor sem jih pa imela, a ne. To je zelo pomembno. In potem imeti pač tudi eno to mogoče zavedanje, da lahko si ti kot učitelj prvi in edini človek, ki bo kakšnemu otroku povedal nekaj zdravega, lepega, ustreznega, kar se tiče spolnosti pač tem otrokom oziroma vsaj nekaterim od njih, a ne. Lahko si ti prva in edina oseba, če se doma to ne govori, a ne. Pa potem tudi nikjer drugje ne bo slišal,
Tako da pač je ta odgovornost, ne se bati biti na razpolago za njihova vprašanja, oziroma pač jim dati prostor, da lahko karkoli vprašajo. Jaz sem na eni delavnici pač jaz rečem, pa dajte v razred eno škatlo, prav z namenom, da lahko tam noter anonimna vprašanja pišejo, pač da napišejo tiste vprašanja, ki jih pač težko naslovijo, težko izpostavijo, in se pač tisto škatlo vsake toliko časa preveri, pa ne vem, na kakšni razredni uri, ali pa ne vem, enkrat na mesec ob, ne vem, uri biologije, če je pač učiteljica biologije, recimo, a ne. In se pač vsa ta vprašanja vzame zares. In se pač odgovori na to, a ne. Zdaj tudi ti kot učitelj, ko prebereš vprašanje, a ne, pač se lahko to škatlo prej odpreš, prebereš vprašanja, pa se pripraviš, a ne. In tukaj bojo pač oni dobili to izkušnjo, da je bilo njihovo vprašanje slišano in vzeto zares. Jaz recimo sem vedno vzela zares tudi vprašanje, ki so iz heca ven prišla, a ne. Zdaj sicer se ne spomnim kakšnega primera, ampak pač ponavadi rečem, ja, to so ene intimne in ranljive vsebine, a ne. In prebujajo kar eno tak posmeh, pa nam gre na smeh, zato ker pač to nelagodje želimo za tem skrivati, a ne. Ampak je zelo normalno, a ne, da pač nam je malo tvegano o teh temah govoriti, a ne, ker so tako občutljive, tako intimne, a ne. Ponavadi se ob tem nehajo pol smejati, a ne. In pol vzameš zares tisto njihovo vprašanje in odgovoriš na čisto v enem resnem tonu, a ne. Tako da, ja, to, kar se tiče učiteljev, tudi jaz bi si tule želela, da bi si upale šole več izobraževanj ponuditi za učitelje in starše. Ker se jaz grem na kakšno šolo, pa imam delavnico za mladostnike, a ne. Ampak to je bilo za en razred, oni bojo naslednje leto imeli novo generacijo, ali pa se imajo pač veliko več otrok tam, kakor pa pač sam en ta, ne vem, 7. razred, 9., 8. razred, kakorkoli. Tako da tukaj bi si želela, da so v bistvu učitelji opolnomočeni, a ne. V bistvu za vsak razred, za vse otroke oziroma mlade, s katerimi pridejo v stik, a ne. In vedno ne imajo to pred očmi, da tle se ne gre za to, da se poda ne vem, kakšno znanje, ampak ta biti na razpolago, odgovoriti, nasloviti vsebine, tudi tiste, ker so pač zdijo težke, neprijetne. In če je pa to pretežko, ker mogoče kakšen odrasel uporabi najprej en svoj proces, da pač predela mogoče kakšne težke izkušnje, kakšno zlorabo, a ne, pa da za to nekdo drug poskrbi. Da se dogovori recimo z drugim učiteljem. Ja. Misliš, da bi rabili tudi učitelji še mogoče več izobraževanj na to temo? Ja, jaz vidim, da ja, izpostavljajo, da ja, a ne, tudi zdravstveni delavci. Ja, a ne. Ker jaz sem pa tudi imela to izkušnjo, da malo se naslanjamo en na drugega, a ne. Mi vsi se zavedamo, da pač rabijo imeti spolno vzgojo, ampak recimo starši dostikrat razmišljajo, pa saj to slišijo v šoli, pa saj to bo na sistematskem pregledu slišali, a ne. Potem zdravstveni delavci, a ne, na sistematskem pregledu, jaz se spomnim, jaz sem imela pol ure samo včasih čas za tako predavanje. Pol ure do 45 minut, kar je malo. Kar je malo, ja. Ti veliko več časa porabiš za to, da se naučiš avto voziti, a ne. In tudi zdravstveni delavci, ne, so bili potem tako, ja, pa se o teh vsebinah govorijo v šoli, pa še v šolo pride medicinska sestra, a ne, tistih enkrat, dvakrat. Učitelji pa spet, a ne, saj o tem morajo doma govoriti, a ne, pa saj imamo sistematske preglede za to. Tako da jaz sem to recimo dostikrat videla, kako se v bistvu naslanjamo en na drugega. Prelagamo nekako odgovornost. Ja, a ne, saj bodo to že tam, pa saj bodo že tam, a ne. Ampak mladi so pa v bistvu tukaj sami s temi vprašanji, nenaslovljenimi vprašanji. In seveda, kam grejo danes to iskati? Danes grejo te odgovore iskati na internet. Tako. Ja. Hvala za vse te izčrpne informacije in vse te koristne napotke. Eni so mi bili res zelo blizu in jih bom vzela s sabo. Tako da bi mogoče tukaj še kaj podelila, kar sva izpustili, pa se ti zdi pomembnega nasloviti.
Gremo govoriti o Ja, tem. veš, kaj se mi zdi tle še zelo pomembno povedati, ne? A veš, kaj je še spolna vzgoja? Spolna vzgoja je odnos, ki ga kreirata moški in ženska, oziroma pač mama in oče. A ne? Super, hvala. Ni zdaj spolna vzgoja samo to, kar mi govorimo, predajamo, pa sam ta naš odnos do našega telesa, do spolnosti, do menstrualnega ciklusa, če govorim z vidika ženske, ampak v bistvu je odnos med staršema, ki ga otroci gledajo doma. Vsakodnevno v Ja. bistvu. Ker odrasla deklica bo tak podoben odnos iskala tudi pri moškem, a ne, Partnerju in bodočem. obratno. A ne, tako da to je že spolna vzgoja. Ja, Wow. to vzdušje, ki ga doma pač ustvarjata Ta pač zgled, mož in žena, partnerja, starša med sabo. A ne. Ja, hvala. Ja. Mogoče še čist za na konc, ki je pač mojemu podcastu ime Poslušam se. Kaj nate, kaj je te prva asociacija na poslušam se? Poslušam sebe, poslušam se. Ja, tle sigurno mi najprej pade na pamet menstrualni ciklus. Ja. Ker ženske smo raznolike, mislim, se spreminjamo, ne samo telesno, tudi psihološko, čustveno, čez menstrualni ciklus. In recimo danes je vseeno malo več vsebin že tema, kaj nam prinaša menstrualna faza, kaj nam prinaša folikularna faza, kaj nam prinaša obdobje ovulacije, kaj nam prinaša lutealna faza. Danes recimo pač najdemo že veliko enih razlag, teorij okrog tega, veliko več se danes že o tem govori, kar je seveda pač super poznati to teorijo, ampak ne nazadnje pač to v bistvu pomeni to, da se ženska tekom menstrualnega ciklusa posluša sama sebe, ker ona mora v bistvu samo sebe slišati čez menstrualni ciklus in videti in spoznati, kaj njej prinaša menstrualna faza, kaj njej prinaša folikularna faza, ovulacija in lutealna faza. Tako da, ja. Take kul razlage pa še nisem slišala, vidiš? Super, ful dobro, hvala ti. Hvala za cel pogovor. Lepo mi je bilo, pa verjamem, da je zelo uporabno. Spravim, že jaz sem vzela veliko s sabo, verjamem, da bodo tudi druge. Hvala. Ja, hvala tebi. Ja.